Že več kot mesec dni iz tega rastlinjaka prihajajo ven čudoviti pridelki in so na sporedu paradajzove solate, omake in enkrat smo tudi že vlagali sam paradajz. Nekatere rastline so že zelo velike, daljše od 3 metrov in jih je treba že spuščati tlom, tako da bomo si danes pogledali, kako to poteka, to nabiranje večje količine pridelkov, potem spuščanje, pripravili bomo eno paradajzovo solato in pa si tudi pogledali, kako shranjujemo te viške pridelkov. In tole je zadnja video epizoda v sklopu vzgoje paradižnika v rastlinjaku. Danes je dan za plod po vrtnarskem koledarju in je idealno, da se malo porihta paradajze, da se nabere pridelke in nekaj bomo tudi shranili. Zgleda pa situacija tako, da se je že spuščal sam paradižnik tlom in steblo spodaj je očiščeno in spodaj zorijo pridelki. Ampak treba začeti čistiti, zato ker na vrhu se že dotika same folije. Lahko najprej gremo odstraniti vse liste. In vidimo, da imamo enega zelo lepega, zrelega paradižnika, kar odrežem. Pokažem. Čudovit primerek. Tule pa spodaj je bil en zrel še, ampak se je dotikal samih tal. In to je večkrat problem, ker lahko ali zgnije, ali se kakorkoli poškoduje, ali pa tukaj ga napadajo talne živali, ali pa tudi pršice in ta je žal propadel. Zato čim več teh pridelkov, ki se začnejo dotikati samih tal, podložimo recimo lahko kako leseno deščico, lahko pa tudi z kar ciglom. Čisto, da je dvignjeno tal, da ga gor lepo položimo. Ta gre pa žal stran. In tako nabiramo vse paradižnike, te visoke, tako to sorto bumbar, ki je največji, rumene, češnjeve in čistimo ter spuščamo potem k samim tlom. Tekom rasti ni bilo dodanih nobenih gnojil, mineralov, zgolj kompostna zastirka pri pripravi tal že takrat spomladi, zalivanje kapljično, pa preparat 501 po biodinamiki, kremen iz roga. Ker biodinamika ni zgolj samo to, da delamo po koledarju, ampak je širši aspekt. In en aspekt so tudi biodinamični preparati in ta preparat spodbuja zorenje in večjo vsebnost sladkorjev pri samih pridelkih. Tako da na zelo sonaraven način imamo res obilje pridelkov, ki jih nabiramo za sprotno porabo, pa ogromno pridelkov ostane tudi pol za ozimnico. Lani smo izvedela en super recept, kako vložiti paradižnik pa ga shraniti od vrtnarjev. In letos bomo to ponovila, ker lanska serija je vse super zdržala in gre za zelo enostaven recept. Paradižnike zrežemo, skuhamo, potem pa ali spasiramo, da imamo brez olupkov, ali pa če nas ne moti, kar z paličnim mešalnikom vse skupaj zmiksamo in vročo omako prelijemo v vroče kozarce, fino zatesnimo, te kozarce pa pol v deko ovijemo, da se počasi, tam 36 ur ohlajajo. In tudi vsa ta današnja bera, ki je bila, bo šla večina na tak način v omake. Jaz pa zdaj pripravljam paradajzovo solato po receptu moje mame. Posebnost je ta, da se nič kisa ne doda noter. Noter gre fajn narezan paradajz in pol res na tank narezana paprika pa čebula, peteršilj tudi, pa malo bazilike. In pol pride samo, začinimo samo še s soljo, pa bučnim ter olivnim oljem. Lahko dodamo tudi malo popra, če želimo, če imamo rad ničem bolj šarf. Fajn premešamo, pa smo zmagali. To je ta boljša poletna solata, ki si jo pač želimo. In upam, da vam je bila vse 5 video epizod, ki smo skupaj spremljali paradajz od februarja, pa zdaj do julija,
všeč, da ste dobili uporabne informacije, da mogoče drugo leto res kak trik uporabite, da boste imeli paradižnik čim prej, pa čim več zdravih pridelkov. Hvala za spremljanje, uživajte v vrtnarjenju še naprej. Snema? Se nahecala? Snema. Freestyla. Kaj si mahala? A nisi? A jaz Dobro. Jaz začnem. Jaz sem začel govoriti, ne? Pa ne bi smel.